vaša reforma v bistvu zadane predvsem 10% najbolje plačanih v tej državi. Zato govorim, da pravite, ciljamo na srednji razred, ampak streljate tja namesto tja. In zato želim podati zahtevo za splošno razpravo, ker se moramo pogovoriti o tem, koga v tej državi razbremeniti. Komu se delo zdaj ne splača, pa bi se moralo splačati. In tudi o teh mantrah, ki jih večkrat slišimo, da če bomo nagradili recimo tiste, ki ustvarjajo višjo dodano vrednost, bodo potem ljudje, ki zaslužijo manj, prišli na bolje iz takšnih in drugačnih razlogov. Temu so v Ameriki rekli trickle-down efekt. Izgleda pa približno tako. Na internetu je bila neka grafika, kjer so postavili kozarce v piramido in logika tega trickle-down efekta je, da če nalivamo v najvišji kozarec, bo ta, ko se enkrat napolni, pač bo začelo vino teči dol v ostale kozarce. Ampak kar se dejansko zgodi, pa je, da se ta kozarec povečuje in nič ne pride v ostale dol. Pa to ni šala, mislim, če si pogledate, kaj se je dogajalo z bogastvom zadnjih 20-30 let, ko so na ta način pristopali k davčnim reformam, boste videli, da se je zgornji procent prebivalstva premoženjsko samo napihoval, srednji razred pa je propadal. In zato se obračam s tem pozivom, najprej na premierja, zdaj na Državni zbor, opravimo razpravo o tem, koga mora davčna reforma pri nas razbremeniti. Komu se delo mora splačati, pa se mu ne splača. In če podam še en argument, zakaj je treba ciljati na ljudi z nižjimi plačami, glejte, če boste dali dodaten denar človeku, ki zasluži 800 evrov ali pa 1200 evrov, obstaja velika verjetnost, da bo on ta denar tudi potrošil v domačem gospodarstvu. Se pravi, šel bo denar do lokalnih trgovcev, gostincev, v plačeni, ki se ga bo vrnil skozi davke. Če pa date, ne vem, povišico Blažu Brodnjaku, dvomim, da bo v 41 tisoč evrih bruto plače sploh opazil še tistih dodatnih 200 evrov na računu, še bolj pa dvomim, da bo ta denar porabljen na način, da bo produktiven za domače gospodarstvo. Šel bo ali A v luksuzno potrošnjo, ali pa B, kar zdaj počnejo menedžerji, kupoval bo stanovanja po Ljubljani, jih dajal v najem ali pa v Airbnb in s tem še zaostroval stanovanjski problem za generacije, ki do stanovanj trenutno ne morejo. Skratka, tukaj se pogovarjamo o tem, kako voditi socialno politiko te države, o tem, koliko bo Slovenija socialna država čez 2, 3, 4 leta. In želim, da o tem opravimo temeljito razpravo, preden je reforma sprejeta. Hvala.